Ampak, ko so začeli naštevati, kaj vse lahko to pomeni, se je začelo meni v glavi sesuvati vse, za kar sem si predstavljala, da moje življenje bo, ko bom enkrat postala mama. Bilo me je strah. Bila je ena taka velika praznina in strah. Nisem vedela, kaj je boljše za tega otroka, da celo življenje trpi, vegetira, pa nima nič od življenja, ali da jaz nekako grem čez njegovo izgubo, če ne preživi in vse ne trpi. To je bil en tak ping-pong v moji glavi, milijon vprašanj, nobenega odgovora in bilo me je zelo strah. In v tistem trenutku, po prvih tednih frustracije, žalosti, sem v bistvu se odločila, da ne bom v vlogi žrtve, ampak da bom iskala rešitve. In v vlogi žrtve v smislu, da to ne bo konec nekega sveta, ampak pač začetek nekega novega, drugačnega načina življenja.